Jaz sem pooblaščenka za okolje v tovarni že kar dolga leta in vam bom danes pravzaprav predstavila ravnanje, ker je tema ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki, kako ga vključujemo v optimizacijo proizvodnje. Mi imamo, Goodyear je pred 7 leti dal posebno strategijo, da bi bile vse tovarne nekako enako vodene z vrha z vodstva dol, in to se pravi, da pomeni, da imamo tudi ravnanje z odpadki, da bi imele vse tovarne približno enako. No, tako da vam bom malo o tem povedala. Najprej bom pa pač predstavim svoje podjetje. Moram pa teleske dati dol, ne vidim prezentacije. A vi vidite v redu, čez celo stran? Ja, vidimo dobro, ja. Dobro, v redu. Ker se tiče naše tovarne, to se pravi najprej Goodyeara, po svetu ima 55 tovarn v 23 državah, nekako 72,000 sodelavcev in ena od tovarn, kar dosti velikih in zelo pomembnih, smo tudi v Kranju. Imamo to se pravi 1600 zaposlenih in smo pa že 23 let skupaj z Goodyearom. Pred 23 leti je Sava Kranj prodala delež Goodyearu in potem ga je Goodyear leta 2004 odkupil v celoti, tako da smo od leta 2004 v lasti koncerna Goodyear. Na leto naredimo približno 7 milijonov pnevmatik, nekako 22,000 na dan. Z tega vidimo, da imamo 1600 zaposlenih, da smo okoljsko, kakorkoli se trudimo, delamo stvari, smo pa tudi obremenjujoči. To jaz vedno rečem, zato ker takoj, ko se človek rodi, začne tudi obremenjevati okolje. To se pravi, da tudi z vsako proizvodnjo vplivamo na okolje. Lahko pa veliko naredimo za okolje, če ravnamo skrbno, kot vsak posameznik in kot tovarna. Goodyear je sprejel pred parimi leti Goodyearovo strategijo družbene odgovornosti, imenujejo Better Future in zavzema 4 področja. In to se pravi nekako od nabave surovin do končnega izdelka, predvsem pa tudi je zelo pomemben ta del odgovornost nas kot tovarn in pa tudi odgovornost do soljudi. Ta 4. sklop je tudi izredno pomemben in pri tem sklopu moram reči, da tudi sodelujemo z lokalno skupnostjo. Pred leti smo imeli projekt Pozorni za okolje, ki smo ga pravzaprav razvili ravno iz ravnanja z odpadki, pa kasneje malo več od tega rekla. Zdaj imamo pa Better Future prostovoljske projekte, ki ga lahko vsak posameznik v tovarni prijavi v svoji lokalni skupnosti z 20 sodelavci, ne več, ampak manj kot z 20 sodelavci, in Goodyear nekako ta projekt sofinancira in pa tudi da en prost dan, da se ta projekt opravi. Recimo, se uredi kakšne poti, v kakšnem vrtcu pobarva kakšne stvari. V tej lokalni skupnosti smo postavili recimo klopce za počitek, take stvari. Tudi kakšna organizacija otroških delavnic ali pa varnostnih delavnic za osnovnošolsko mladino je bila znotraj tega projekta. Moram se pa vseeno pohvaliti ali pa pobahati, da se zelo trudimo, da bi prišli v naslednjem letu kot pilotna tovarna za zmanjšanje ogljičnega odtisa. To pomeni, da bi bili do leta 2030 naša tovarna že ogljično nevtralna. Zdaj, da bomo pa to dobili, da bomo pilotna tovarna za celo Evropo, to se pravi od Goodyeara, imamo pa še kar precej stvari za doreči oziroma se potruditi, da pridemo zraven, ker nekoga bodo zbrali kot pilotno tovarno. Moram pa priznati, da smo Slovenci, kar se v takih stvarih tiče, zelo skrbni in odgovorni, predvsem tudi delovni, se mi zdi, tako da se moram kar malo pohvaliti.
Pa grem nazaj na odpadke, da ne bom zašla. Zdaj, Goodyearove zahteve za vse svoje tovarne že pred optimizacijo proizvodnje so bile zelo jasne. Biti moramo skladni z zakonodajo. Od leta 2008 nam niso dovolili več odlaganja odpadkov na deponijah. Oddati moramo več odpadkov v predelavo kot za energetsko uporabo. Verjetno se vam to zelo sliši, da je to zelo enostaven, ampak za nas ni, zato ker pri nas je glaven odpadek vulkanizirana guma, to se pravi plašč, ki je pa možnost predelave zelo omejena. To se pravi, večina plaščev gre za uporabo cementa v cementarne, po vsej Evropi, tudi po svetu. In zato je ta delež kar težko doseči. Moramo zelo pogledati, da odpadke res ločeno zbiramo po segmentih, da dosegamo več kot polovico, kot 50% odpadkov za predelavo. Vse končne odstranjevalce gumenih in pa nevarnih odpadkov moramo redno auditirati, za nevarne odpadke na 2 leti, za gumene na 3 leta. Kar tudi ni tako enostavno, sploh zdaj letale COVID obdobje, ker so potovanja zelo omejena, je to kar izziv. Potem pa ta uvedba sistemskega pristopa do zmanjševanja vseh odpadkov, to nam je pa s optimizacijo proizvodnje, kjer se vključujejo vsi segmenti, tudi področje varstva okolja in področje kakovosti, področje proizvodnje mora bistveno bolj sodelovati, kot smo pa v preteklosti. Tako da je to zelo dobra stvar. Bom pa še prej povedala, kaj smo imeli že pred optimizacijo proizvodnje. To se pravi, mi odpadkov ne odlagamo na deponije od leta 2007. Dosegli smo ta cilj, več odpadkov damo v predelavo kot v sožig. Trend zmanjševanja količin odpadkov nam je v začetku, ko smo uvedli 2006, zelo strogo ločevanje odpadkov nam je šlo zelo dobro dol, potem je pa to malo manj, ker od začetka, ko uvedeš to ločevanje odpadkov, je to bistveno drugače, kot pa potem, ko že neka stvar postane urejena. Na sami lokaciji Sava smo 3 gumarske družbe, Kontiteh, Trelleborg in pa Goodyear, in vse 3 imamo v dogovoru nekako enega skrbnika za celotno lokacijo, ki nam skrbi za odvoz odpadkov. S tem imamo tudi odvoze bolj optimalne, ker imamo svojo tehtnico na lokaciji, se pač vsak tovornjak lahko pobere odpadek pri nas, se gre stehtati in ga potem pobere še v sosednji tovarni in je s tem izkoriščenost prevoza bistveno drugačna, kot pa če bi tovornjaki vozili na pol polni, pa še, to se pravi, lokacija je pa zelo zasedena in moramo odvoze imeti kar zelo pogoste. To se pravi, da količine odpadkov na lokaciji imamo manjše kot za en odvoz. In tudi leta 2016, ko smo začeli z optimizacijo proizvodnje, je bilo zbiranje odpadkov zelo urejeno. Skozi to našo urejenost in pa so nas sodelavci tudi spodbudili za to akcijo Pozorni za okolje, ko smo jo imeli 7 let. Začeli smo z ozaveščanjem srednješolcev v Kranjski občini, skupaj s komunalo, z Zavodom za zdravstveno varstvo, z Fakulteto za organizacijske vede. Ozaveščati srednješolce o ravnanju z odpadki in potem v teh 7 letih smo prišli najprej na Gorenjsko, potem na celo Slovenijo, na koncu smo ocenjevali tudi ogljični odtis vseh teh šol, ki so sodelovali prek 60 srednjih šol, je sodelovalo v tej akciji. Ko smo to akcijo po 7 letih zaključili, smo pa začeli z akcijami Better Future, to se pravi z prostovoljskimi akcijami naših sodelavcev, kar je pa meni osebno še bolj všeč. Zaradi tega, ker sodelavci prostovoljno pomagajo organizacijama, takšnim društvom izven naše tovarne. Pa grem na optimizacijo proizvodnje.
Izzivov za spremembo ravnanja z odpadki kar dovolj. Tudi zakonodaja se nam včasih meni nerazumljivo spreminja. Nič odlaganja odpadkov zahteva tudi svoje stvari. Ozaveščenost zaposlenih, ki prihajajo v tovarno ali pa ki so v tovarni, pa zelo različno ali pa zelo smo vsi ozaveščeni, kako bi ravnali z okoljem, z odpadki, z vsem, kaj bom pa jaz naredil, je pa včasih drugo vprašanje. Takrat na ustih nas je veliko, zelo veliko znamo povedati, kaj pa narediti, je pa drugo vprašanje. Imamo pa tudi zelo veliko novozaposlenih, ki imajo pa mogoče malo drugačen pogled na odnos okolja. Nekateri ločevanje odpadkov je še popolnoma tuje in ko jim razlagamo, vse razumejo, ko pa stoji pred 6 različnimi koši, ki morajo odpadek ločiti, pa se enostavno ne ve, ali pa ne vrže odpadka v pravi zabojnik. Zato smo tudi znotraj optimizacije proizvodnje, ki pokriva pravzaprav celotno proizvodno in je skrb za ljudi in okolje nekako temelj tega. Potem imamo skrb za delovno opremo, za izobraževanje, dnevno skrb za stroje, kvaliteto. Vsi ti stebri so pravzaprav osnova vseh teh stebrov je pa skrb za ljudi in okolje, enoten Goodyearov način in pa seveda iskati nič izgub. In že vsa leta smo gledali odpadke pravzaprav iz vidika, koliko nam povzročajo stroška, predvsem, ko ga peljemo ven, pa koliko je strošek, zato ker nismo imeli tega izdelka. Zdaj gledamo tudi, koliko nam odpadki povzročajo stroškov v samem tem, ko mora nek delavec sprazniti koše, ki jih mora peljati v drug zabojnik. Tudi vsa optimizacija teh izgub je notraj vključena. Zato smo uvedli pododbor, to je skupino ljudi, kjer so člani pravzaprav iz vseh oddelkov. Iz nekaterih oddelkov imamo vodje, iz nekaterih oddelkov imamo operaterje. Ta sestanek ali pa ta pododbor je vedno redno mesečno. To pomeni, da se dobimo vsak mesec, zdaj se dobivamo polovica v naši sobi, kjer imamo pravzaprav za plant optimizacijo, za skrb za ljudi in okolje, posebno varno vilo jo mi imenujemo. Se dobivamo tam, polovico se jih pa priključi preko Teamsa. In je ta agenda teh sestankov vedno približno enaka. To se pravi, najprej se pogleda varnost in pa odnos do ljudi, potem je prisotnost se beleži, kazalce uspešnosti se pregleda, to se pravi pri ravnanju z odpadki, imamo 2 glavna kazalca, količino komunalnih odpadkov in pa količino nevarnih odpadkov. Količino proizvodnih odpadkov ne gledamo na tem pododboru, ampak na pododboru, to se pravi na stebru kakovost, zaradi tega, ker je ta povezan bistvo z kakovostjo. In potem vedno pogledamo izvedene naloge. Tudi te izvedene naloge imajo točno vsakič skrbnika in pa datum, do kdaj se te naloge naredijo. Potem je naslednja stvar je tudi pohvala. To se pravi, vsak mesec moramo najti enega sodelavca, ki ga moramo pohvaliti, da je nekaj zelo dobro naredil. Tele smo trenutno najbolj šibki. Jaz ne vem, ali je to v našem značaju, ali ne znamo ljudi pohvaliti. Jaz si velikokrat rečem, če bom tega pohvalila, bo pa mogoče drug užaljen, ampak pohvala je tista, ki nas po moje dviga. Poleg tega imamo pa tudi enega od kazalnikov presojo ravnanja z odpadki v tovarni. To pomeni, da gremo redno preverjati stanje, kako ravnamo z odpadki pravzaprav v končno tam, kjer jih zbiramo. In to imamo tudi posebne zapise in to je ta
proaktivno delovanje tega pododbora, da ne gledamo vedno za nazaj, toliko odpadkov smo naredili, pa smo slabi, pa smo dobri, pa to, ampak da pogledamo tudi, kakšno je pravzaprav stanje. Na odvozu odpadkov iz tovarne, to se pravi, to so zunanji zabojniki, tam imamo redno dnevno kontrolo in če je karkoli narobe, nam ta naš pogodbenik še isti dan to slika in sporoči nazaj, da pač stanje probamo popraviti oziroma da se nam stvari ne ponavljajo. Sem zelo hitra. To je bilo z moje strani pravzaprav vse. Hotela sem samo poudariti, da sam sistem 14.000, ki ga imamo že od leta 1999, enostavno ni več dovolj. In zato je ta optimizacija proizvodnje, ki je vključila to sistematsko ravnanje z odpadki ali pa z okoljem skozi sistem, okoljski sistem, pravzaprav pripomogla k temu, da je lastnik ali pa odgovornost za ravnanje z odpadki prišla do enote. To se pravi, da vsaka enota sama se čuti odgovorno od tega, koliko odpadka je pravzaprav pri njih nastalo in pa tudi kako so ločeno ga zbrali, zato da ga mi lažje oddamo v predelavo ali pa v pravilno ravnanje, ker je hierarhija odpadkov, se mi zdi res pomembna. To bi bilo z moje strani vse. Hvala lepa za pozornost.